Spoštovane gledalke in dragi gledalci, lepo pozdravljeni. Občina Šmartno ob Paki je svoj praznik obeležila 11. novembra, ob tem pa so pripravili kar nekaj dogodkov, ne samo na praznični dan, ampak je bilo veselo že ves november. Te dogodke nam bo predstavil župan občine Šmartno ob Paki, gospod Janko Kopušar, seveda pa bova predstavila tudi aktualne projekte, ki se odvijajo v občini. Lepo pozdravljeni. Ja, lep pozdrav. Pa najprej seveda tisto standardno vprašanje, če bi nas splošno ocenili preteklo leto, kaj bi rekli, kakšno je bilo za vašo občino? Ja, kot vsako leto malo posebno, sicer pa mislim, da vseeno uspešno, sicer še v znamenju sanacij po poplavah, pa v znamenju potreb po preselitvi, tako kot je določila država, 34 v bistvu domov bo potrebno odstraniti z zagotavljanjem poplavne varnosti in tukaj so pravzaprav glavne aktivnosti, ki nekako zaznamujejo to letošnje leto. Bili smo prepričani, da bomo nekako te poplave hitreje pospravili ob stran, ampak vendarle zadeve traja dalj časa in tudi za naprej kaže, da se bomo še kar velik del svojega dela ukvarjali s temi aktivnostmi. No, če ste že omenili popoplavno obnovo, o tem sva spregovorila tudi v lanski in predlanski oddaji, žal ne gre tako drugače. Opozarjali ste vi in tudi ostali župani poplavljenih območij, da gre vse skupaj prepočasi, da se tudi pri birokraciji zelo zaplete. Omenili ste 34 domov, ki so potrebni za preselitev. Torej, dobri dve leti je že od tistih poplav, pa se še ni dosti premaknilo. Torej, se premika, določene stvari so narejene, tudi nekaj sanacij smo upravili. Postopki so pa zahtevni, niso tako enostavni. Sprva je izgledalo, da bo pač intervencijski zakon, bo potem zakon o obnovi vse bistveno poenostavil, vendarle temu ni tako. Tudi pravzaprav in država in občina in vsi mi smo prvič v taki situaciji, da se s takimi rečmi ukvarjamo in tudi na novo se še kakšna stvar potem pojavi. Določeni postopki so nedorečeni, pa od začetka saj to bo pa enostavno, pa potem se pokažejo neki zapleti ali pa prepreke in jih je potrebno odstraniti. Tako da nekako logično to poteka tako dolgo. Nažalost, prepočasi se je potrebno pridobiti soglasja, bodi si državne tehnične pisarne, bodi si strani Ministrstva za finance in tako naprej in pač počasi se prebijamo skozi to birokratsko džunglo, če tako rečem. Ampak kje pa zdaj živijo tisti ljudje v objektih, ki so primerni za preselitev, torej kar 34 jih je v občini Šmartno ob Paki? Ja, torej, za vsakega drugače, lahko rečem, nekateri so se že preselili, so že na svojih lokacijah, so pač bodi si kupili stanovanje, bodi si kupili že zgrajene stanovanjske hiše in tisti so nekako že rešeni. Trenutno v Šmartnem ob Paki ena družina še živi nekje pri sorodnikih, si gradi že dom, ostali velika večina pa živi še na teh domovih, ki so bili poplavljeni. Moram reči, da smo v Šmartnem ob Paki takrat avgusta 23 relativno hitro počistili, vzpostavili neko stanje, seveda hiše so ostale vlažne, posledice na teh objektih so, ampak ljudje so pod streho, so na svojem in se pač nekako spopadajo s temi razmerami, ki so. Tudi nekateri zadovoljni, da so tam in bi želeli tudi še naprej tam ostati, tako da od primera do primera je stvar različna, saj nimam podatka trenutno, da bi kdo res bil še naprej zelo ogrožen oziroma bil nekako nepreskrbljen, kar se tiče strehe nad glavo. Torej, nekateri projekti gredo po načrtih, spet drugi ne. Eden izmed tistih, ki ne gre ravno tako, kot bi si želeli, pa je zagotovo gradnja optičnega omrežja Rune, ki vam je povzročil tudi kar nekaj sivih las. Ja, to se tudi mi vidi. Res je, pravzaprav to
bom rekel, projekt Rune, če tako imenujem, kot nam je bil sprva predstavljen na občini, da bo pokrival te sive in bele lise, kar se tiče predvsem kabelskih sistemov oziroma optičnega omrežja. Govorimo o hribovitih območjih in tistih, kjer je pravzaprav ta signal, ki ga trenutno šmarška kabelska omrežja zagotavljajo, bolj šibek. Dejansko se sedaj to povsem drugače odvija, kot smo si predstavljali. Za nameček pač pri izkopih, ko polagajo te kable, tudi zelo poškodujejo občinsko, predvsem cestno infrastrukturo, pa tudi druga infrastruktura se poškoduje, podzemna, se pravi kanalizacije, vodovodi, druge kabelske omrežja, elektrika, in tukaj seveda imajo občani probleme, težave, tako da smo sedaj nekako v zadnjem mesecu in pol spostavili nek, bom rekel, krizni štab, če tako lahko rečem, in se sestavljamo na 14 dni, 3 tedne, da pregledujemo vse, kar je potrebno, vendar tudi še sedaj odziv teh izvajalcev oziroma podizvajalcev, ki polagajo kable, ni takšen, kot bi si želeli. Enostavno preveč gradbišč odprtih, potem pa za sabo ne naredijo tako, kot je potrebno. Jaz upam, da se bo zadeva zdaj uredila, kajti na drugi strani pa ljudje pričakujejo, da bodo prišli do tega optičnega omrežja. Tudi zaradi tega je občina dala soglasje, se pravi podjetju Rune, da lahko polaga kable, seveda z našim soglasjem tudi v cestna telesa oziroma tam, kjer so naša zemljišča, sicer pa občina ni nosilec tega projekta in tudi potem glede samega priklopa na optično omrežje, vem, da so kar problemi z operaterji, tudi tukaj posredujemo, vendar očitno je ta scena od teh kabelskih operaterjev v Sloveniji bolj zapletena, kot smo si v Šmartnem Opaki predstavljali, in tudi tako enostavno do tega priključka ni pač do tega priključka, sploh če imaš točno določenega operaterja, ker se pač z temi kar težko dogovorijo. Tako da dejansko s tem projektom ne moremo biti zadovoljni, se sicer malo stanje na terenu izboljšuje, ampak še vedno ni to, kar smo pričakovali. Kakšna pa je tukaj vloga občine? Ste rekli, da niste nosilec projekta, vseeno pa ste morali urediti oziroma dovoliti določena dela. Pravzaprav občina je samo soglasje dajalec na teh občinskih parcelah, če tako rečem, se pravi cestna, predvsem so tu ceste, tudi tu določimo, kje se lahko prekoplje, kje se lahko, bom rekel, tudi ob bankino položi ali tako, tu sodelujemo, vse ostalo pač je sama pridobivanje dovoljenj, pridobivanje strank in vse to je pa v domeni, se pravi, podjetja Rune in tudi finančno, pravzaprav občina Šmartno ob Paki to ne bremeni. Pač na posameznem odseku, glede na dotrajanost cestišča oziroma na način polaganja, se pač potem dogovorimo za sanacijo, kar pa tako kot je dogovorjeno, zaenkrat ne poteka tako gladko, kot bi si želeli. Seveda pa je hiter internet eden izmed pogojev, da tudi mladi ostajajo v občini, kot je tudi to, da je dovolj stanovanj na voljo, in na spletni strani občine ste objavili tudi razpis za najem neprofitnih stanovanj, vendar menda so že vsa oddana. Torej, občina ima stanovanjski fond, ki ga je pač nekako podedovala, novih stanovanj že kar lep čas nismo gradili, približno 30 stanovanj je v naši lasti, to so neprofitna socialna stanovanja in občina je dolžna po preteku nekega obdobja, ki se je že izteklo, objaviti nov razpis, oblikovati prednostno listo prosilcev. Potem pa, ko se pokaže, ko se kakšno naše stanovanje izprazni,
potem, da lahko iz te liste nekako dodelimo stanovanje tem prosilcem. Res, interes je kar velik, stanovanj pa nažalost ni, tudi potrebe po stanovanjih so morda malo drugačne od tega fonda, ki ga ima občina na razpolago, tako da vsem tistim, ki so sposobni si nekako priti na drug način do stanovanj, v tem trenutku svetujem, da pač iščejo druge možnosti, bodi si kak drug komercialni najem ali kaj drugega, kajti ta pritisk na ta občinska socialna stanovanja je izjemen. No, videli bomo, kakšen bo odziv na ta razpis, oblikovali bomo prednostno listo, potem pa videli, kako naprej. Je pa sigurno, da glede na to, da se v občini Šmartno ob Paki v zadnjem obdobju ni gradilo, sploh ne stanovanjska gradnja, torej, da bo potrebno v tem razmišljati za bližnjo prihodnost, da bomo tudi pristopili gradnji kakšnega večstanovanjskega objekta. Seveda to občina tega ni sposobna, ampak vendarle v neki navezi, bodi si javno-zasebnem partnerstvu ali pa poiskati investitorja in dati določen vložek oziroma odkupiti potem nekaj stanovanj tudi za te potrebe. Tako da to je sedaj, mislim, prišel čas, da se o tem razmišljamo in da k temu tudi na nek način pristopimo. Ste pa ena izmed redkih občin, ki še nima sprejetega občinskega prostorskega načrta. Že kar od leta 2017 ga sprejemate, ampak sprejet še ni. Res je, to je tudi težava. Pravzaprav smo te aktivnosti kar v redu vodili vse do poplav leta 2023, takrat se je potem vse spremenilo. Naprimer, mi smo imeli potrjeno hidravlično hidrološko študijo, ki smo jo sami naročili in plačali, imeli strani ministrstva že potrjeno, vendarle poplave so vse to porušile. Sedaj se dogovarjamo ravno v teh dneh z ministrstvom, kako bomo do nove hidravlično-hidrološke študije prišli. Potem na novo so se med tem časom pojavili tudi geološke raziskave, ki jih moramo upraviti za nove posege, ki bi bili torej geologijo, kjer to tudi točno ni določeno, kakšne morajo biti ta poročila. Tudi to nekako razčiščujemo na liniji z ministrstvom in nažalost bo ta sprejem OPN-ja, smo ena 27 občin v Sloveniji, ki tega še nima sprejetega, bo to še kar nekaj časa trajalo. Želimo pa seveda si to čim prej spraviti pod streho. Je pa dejstvo, da OPN, bom rekel, v razvojnem pogledu občini ne bo prinesel nič dobrega, prej kaj slabega, kajti glede na novo situacijo, pravzaprav dolina v celoti, če tako rečem, pavšalno poplavljena, v hribovitem delu pa plazovitost, torej pravzaprav možnosti za razvoj občine so zelo okrnjene. Ko k temu dodamo zdaj seveda že poplave, selitev teh ljudi, torej tam bo poplavno ostalo, če moramo ljudi vceliti, zmanjšuje že tloris občine, če tako rečem. Za hitro cesto smo dali tudi kar nekaj žrtve, bom rekel, tako v objektih kot tudi v zemljišču in na koncu nam pravzaprav za razvoj občine ostane zelo malo, kar sem opozoril tudi pristojne na državah, vendar moram reči, da zaenkrat nekega pozitivnega efekta, kar se perspektive občine ni bilo zaslediti. Ampak kakšna pa je vloga občine Šmartno ob Paki pri tej gradnji tretje razvojne osi? Torej, že od vsega začetka poudarjam, da občina Šmartno ob Paki hitre ceste tretje razvojne osi ne potrebuje za sebe, zavedamo pa se pomembnosti za Velenje, za Koroško, ne nazadnje tudi za Zgornjo Savinjsko dolino in seveda ta kolateralna škoda, ki nastaja na našem območju, je pač posledica tega, da se zavedamo pač naše lege in odvisnosti drugih od nas. Seveda bi si želeli, da bi nekako to zaznali tudi drugi in potem nekako nam na druge načine nekako to povrnili oziroma nas nekako nam dali druge možnosti razvoja, bodi si skozi sredstva za prestrukturiranje premogovne regije, bodi si skozi kakšne druge spodbude na državnem nivoju, kajti
razvoj Šmartna sigurno ima svojo specifiko in seveda se zavedamo, da smo vpeti v neko skupnost, v dolino, zgornjo, spodnjo Savinjsko in Šaleško dolino, na tem stečišču, kjer živimo, in seveda imamo specifične potrebe in specifične možnosti razvoja in tega nam naj skozi te razpise oziroma tudi z te spodbude nekako omogočijo in mi bomo potem tudi zadovoljni tudi za vse druge. Ni iluzorno v tem trenutku pričakovati, ne vem, rast delovnih mest v sami naši občini, kajti investitorji kar tako zlepa ne bodo prišli, pripeljali nova delovna mesta, če že potem sigurno nekaj pametnega, če tako rečem, ne nazadnje tudi Gorenje Keramika so zaprli to proizvodnjo, sedaj je tu skladišče, zopet manj delovnih mest in ni pričakovati, da bo strategija države oziroma tistih, ki trenutno kujejo politiko na področju gospodarstva, prinesla v Šmartno nek bistven razvoj. Zato se moramo razvijati na drugih področjih, kjer pa imamo zagotovo perspektivo in to se nam naj v tem trenutku omogoči. Zavedamo se, da ko bo zgrajena hitra cesta, pa bodo te možnosti zopet drugačne in na to bomo zagotovo pripravljeni. Ampak objavili pa ste javno razgrnitev za nadaljevanje povezovalne ceste med Rečico in Letušem. Torej, imenuje se, mislim, da priključek na hitro cesto 3. razvojne vsi Podgora, Letuš. Ta je v bistvu umeščena do Letuša, gre za nadaljevanje proti Zgornji Savinjski dolini. To je bila takrat zahteva tako občine Braslovče kot tudi občine Šmartno ob Paki, pa smo potem to idejo razvijali naprej, da bi bilo pametno za Zgornjo Savinjsko dolino, da se ta podaljšek mimo Letuša podaljša do krožišča v Soteski, se pravi v Ljubiji. Vendar zaenkrat je razgrnjena druga različica oziroma 3 variante druge različice, ki pravzaprav pomenijo neko obvoznico Letuša, ki ne predstavlja neke koristi tako za Zgornjo Savinjsko kot tudi za Braslovče oziroma Letuš, pa tudi za Šmartno ob Paki. Mi smo vpeti v ta projekt pravzaprav zgolj zaradi tega, ker po eni oziroma 2 variantah gre ta cesta nekaj 100 kvadratnih metrov po zemljišču naše občine. Je pa res, da je tam del naselja Rečica ob Paki, kjer bi se pa vpliv te povezovalne ceste močno čutil. Zato seveda tako pri javni razgrnitvi in javni obravnavi, ki je bila v Braslovčah, smo na tem sodelovali, bili prisotni in na občini pripravljamo pripombe, ki jih bomo tudi v soglasju z našimi občani posredovali pravočasno na Dars, ki vodi pač v tem trenutku postopek sprejemanja tega državnega prostorskega načrta. Občina Šmartno ob Paki sicer nima zelo veliko prebivalcev, ste pa kar veliki, glede na to, da so hiše zelo razpršene. In če se dotaknemo spet nazaj te popoplavne sanacije, naša ekipa se je odpravila na teren in med drugim opazila, da trenutno ste sredi sanacije plazu v Gavcah, pa to ni edini plaz, ki se je sprožil poleti 2023. Ja, to je en plaz, ki ogroža stanovanjsko hišo. Plazov je bilo kar nekaj smo jih že sanirali, pač tale konkretno je sedaj iz tako imenovanega rednega programa, že kar dolgo smo čakali, da je ta procedura se zasukala. Nažalost smo prišli zdaj v to obdobje jesensko, seveda bi želeli, da bi mi imeli soglasje že poleti, pritiskali smo na vse načine naprej, vendar nažalost pač sedaj se to dogaja. Jaz upam, da bo v doglednem času tudi zadeva zaključena, posanirana in da bodo pravzaprav prebivalci te hiše ponovno na varnem. Trenutno saniramo tudi še en plaz na nekategorizirani cesti proti Meži v naselju Gorenje. To sta v bistvu 2 sanaciji, ki trenutno trajate. Drugače pa teh plazov je bilo kar nekaj smo že posanirali, nekaj imamo še pripravljenih projektov za naslednje leto za tako imenovani redni program. Ja, res je,
pravzaprav občina ni tako majhna, 3400 ljudi, tudi dobro razporejeni smo, tako da zgleda, da nas je tudi še več, z tega vidika, ampak res je, občina je po kvadratih manjša, po kvadratnih kilometrih manjša, povsod imamo naselja, povsod imamo ljudi, zato rabimo tudi veliko infrastrukture in zato seveda je tudi potrebno več sanacij in več teh posegov v prostor, da zagotovimo tudi seveda primeren standard tudi tistim, ki ne živijo v Šmartnem ob Paki, v središču občine. No in ravno zaradi tej popoplavne sanacije na račun tega je tudi letošnji proračun občine zelo visok. V prvi polovici leta ste izvedli rebalans proračuna, ste pa opozorili, da bo do konca leta potreben še en rebalans. Ja, tako je, se ga tudi že pripravljamo, bomo ga sicer sprejeli verjetno na zadnji letošnji seji v decembru. Pravzaprav smo vse te sanacije nekako vnesli v proračun in pričakovali, da bo tudi to, kar smo se prej pogovarjali, to kolesje birokracije hitreje steklo. Bi bili veseli, da bi še delali kak projekt več, ki jih imamo pripravljene, vendar to gre tako počasi, na žalost, in to vse smo vnesli v proračun, zato smo seveda povečali prihodke, ker ta denar pričakujemo od države, pa tudi odhodke, da bi lahko delali naprej, in tako bo tudi še, na žalost, v prihodnjem letu. Kar nekaj teh stvari še načrtujemo, predvsem pa bo potrebno zagotoviti komunalno opremljenost za ti dve območji, kjer nekako eno smo že sprejeli, OPPN, za drugo je pravzaprav pred sprejemo, računamo, da bi še tudi to leto sprejeto, in ta območja, eno za 9, drugo za 12 stanovanjskih hiš za poplavljence, je potrebno komunalno opremiti, kar pa je kar zalogaj. Poleg tega pa seveda te obe območji vplivajo tudi na neposredno bližino. Seveda so ceste, vsa ta infrastruktura, ki je potrebno narediti, in tudi tam bo potem potrebno nekaj postoriti, ne samo na tem območju znotraj obeh OPPN-jev, ampak tudi malo širše, od odvodnjavanja, ki je pereč problem predvsem v OPPN Log, do prometne ureditve, tukaj pri šoli, predvsem zaradi dostopa do same osnovne šole, kjer pravzaprav tudi projekt imamo že kar nekaj let in čaka na izvedbo, pa država nekako ne pristopi. Kaj pa bi morali storiti tam? Govorimo o tako imenovanem Drobničevem ovinku, ki zajema tudi, to je državna cesta, ki zajema tudi odsek od Boleta do Prašnikarja, se pravi mimo osnovne šole, razširitev, pločniki, potem se pravi za kolesarje tudi potrebne površine, in na to cesto se bo navezalo to OPPN pri šoli za poplavljence, torej gre za en res kompleksno zadevo, vendar država nekako k temu projektu zaradi 40 kvadratnih metrov, ki niso rešeni, lastništvo ne pristopi. Tako da tukaj sem izjemno razočaran. Leto 18-19 je bilo nekako obljubljeno že, da bo se ta projekt izvajal in da ga izvajamo v celoti. Zdaj zaenkrat država k temu ni pristopila, tudi tukaj je najbolj dotrajana državna cesta, še vzdržuje izjemno slabo, tako da ne vem, verjetno bomo morali razmišljati o tem, da bomo pač ta odsek, ki je na javni poti, se pravi od Boleta proti Prašnikarju, poskušali sami nekako urediti v skladu s tem projektom. To je vse načrti za prihodnje leto. Bomo pa videli seveda tudi, o kakšnih številkah se tukaj govori, nekaj proračuna sigurno imamo za to pripravljenega denarja, ali bo to dovolj, pa da ne znam še oceniti. Ker seveda ni samo cestna infrastruktura tista, ki jo morate urediti v sklopu proračuna, kar nekaj investicij ste pa vseeno uspešno izvedli, nekatere še potekajo. Recimo med drugim ste se lotili tudi obnove zidu pri pokopališču. Tudi projekt je potreben. Torej, Šmarško pokopališče je pač staro oziroma pač takšno, kot je, nekako tudi razširjeno, bilo je omejeno s cipresami, že pri gradnji podhoda pod železniško progo smo prišli na idejo, da bi ga pač obzidali, in smo takrat to naredili po 2 stranicah.
in ugotovili, da je to primeren način, zato smo v letošnjem letu tudi potem pristopili k nadaljevanju tega in to realizirali, tudi, bom rekel, z dobrimi odzivi strani ljudi, kajti v ciprese dejansko na eni strani podvrženi boleznim oziroma neke aušje sedaj jih napada, na drugi strani v njih se nabira vse živo od smeti naprej, potem negovanje tega je izjemno zahtevno in dejansko smo sedaj odločili, če je bilo staro pokopališče znotraj obzidja, zakaj tudi, bom rekel, ta razširjen del ne bi bil tako in mislim, da smo to kar dobro naredili. To je sicer ena manjših, ampak vidnih in potrebnih investicij v letošnjem letu, ki smo jo izvedli, tudi pravočasno zaključili pred 1. novembrom, kar je dostikrat kar problem, da potem zadnje dni hitimo pa vse. No, tukaj lahko pohvalim tudi izvajalce, tako kot so obljubili, da po poletju pristopijo in da bojo pravočasno končali in tu je tudi v mejah pogodbenih zneskov, tako da mislim, da je zadeva dobro narejena. Sicer pa tudi nekaj smo delali na cestnem področju, v Malem Vrhu dokončali en odsek ceste, ki smo ga že v prejšnjem letu začeli sanirati, kar več dela je bilo tudi tam, kot smo sprva načrtovali in tudi zahtevnejše, pa v Skornem proti Svetem Antonu nekako predvsem tudi preko občine Šoštanj, pa tudi občina Mozirje nekako sodelovala, da smo vzpostavili tudi še eno povezavo skozi to mimo te znamenite cerkvice proti Šoštanju oziroma Šoštanskem Skornem. Tako da tudi to je bilo narejeno. Trenutno je zaprta tudi cesta pri vrtcu Bambi, tudi tam potekajo dela. To je pa največja investicija, ki jo letos izvajamo, to je pa kanalizacija Rečica v Paki, torej spodnji del je nekako glavni vod položen, tudi že cesta zasfaltirana, sedaj smo pa na območju, se pravi proti Forštu, ga mi imenujemo nad vrtcem Bambi, tako tukaj imamo pa 190 metrov pravzaprav v cesti kanalizacije na globinih 3 metrov, kjer praktično nimamo obvoza. No, mi smo ljudi obvestili, začeli smo s temi deli, računam, da bo v nekaj dneh tudi gotova, vendar je pa kar problem, če ni dovoza vsak dan in računamo, no, da bo to hitro gotovo, pa da bomo potem lahko tudi, da bodo imeli dostop do domov, predvsem za tiste, ki rabijo, se pravi, neko oskrbo, ali pa seveda tudi kmetje rabijo za prevoz mleka, imamo tudi enega obrtnika, v glavnem cesta se rabi, zapora seveda pomeni dodatne skrbi, treba je malo pešiti in tako naprej. Kakšna pa vrednost investicije približno? Vrednost te investicije je pa velika, 1,5 milijona, sofinancirane strani države oziroma Evropske unije iz sklada za odpornost in razvoj, tako da 50% upravičenih stroškov nekako pričakujemo nekje do 600 000 evrov, da bomo počrpali državni oziroma iz tega fonda. V lanskem letu smo že vzeli 500 000 evrov kredita za ta namen, vse ostalo pa tudi iz občinskega proračuna, tudi priključke bomo zgradili do vseh domov, ljudje pa bodo, to je bilo tudi kar malo sporno, vendarle morali plačati komunalni prispevek. Mislim, da so se zdaj vsi več ali manj sprijaznili, smo pa na občini poskrbeli tudi, da do priklopa je potrebno plačati tretjino tega zneska odmerjenega komunalnega prispevka, vse ostalo pa na obroke, predvsem na 12 obrokov, nekateri so tudi manj. Če pa kdo v 12 obrokih ne bo zmogel, bomo pa tudi mu potem omogočili seveda ob tehnih razlogih tudi podaljšanje še na daljše obdobje. Tako da ta investicija je res velika, tudi vakuumska postaja v Rečici v Paki je tik pred zagonom,
in ko bo to, se pravi, vakuumska postaja začela obratovati, potem bodo možne tudi priklopi, kjer imamo že vse pripravljeno. Glavni vod je, bom rekel, testiran in narejen, tako da računam, da bo do konca leta ta kanalizacija tudi nekako pod streho. Obnovili pa ste tudi lokalno cesto v Tabor-Šmartno v Paki. Kaj vse pa je ta investicija zajemala? To je bila sanacijska investicija v Slatinah. Tukaj pravzaprav 2 manjša plazova sanirali in pa odvodnjavanje z tega območja v Slatinah, ki je pač specifično. Slatine, že samo ime pomeni, torej vode je v tem območju veliko, ko jo nekje nekako posanira, se pač pojavi drugje, kar je logično, da kar zginiti ne more. In ta cesta je bila v času poplav 23 je prvič poškodovana zaradi teh plazov, kot sem rekel, drugič pa izjemno obremenjena s težkim prometom, predvsem prve dni, ko je bila zaprta državna cesta skozi Sotesko iz Letuša proti Mozirju in tukaj se dodatne poškodbe, tako da smo seveda potem tudi k tej sanaciji pristopili. Jaz upam, da zdaj, ko je končana, da je v redu in da so ljudje zadovoljni. Upam pa tudi, da sama voda oziroma pač ti pojavi, ki se pojavljajo tukaj, da je ne bodo dodatno poškodovali. Pred nekaj leti ste se razveselili še ene izjemne pridobitve, to pa je pediatrinje v Šmartnem ob Paki, ampak v prvem letu delovanja še ni imela dovolj pacientov, ste opozarjali in ste še vabili, naj se prijavijo, naj prijavijo otroke. Kako je sedaj s tem delovanjem? Pravzaprav ni dosti razlike, ne? Mi smo pravzaprav pridobili pediatrinjo predtem za stalni čas, bili izjemno veseli. Potem pa se je pač v matičnem zdravstvenem domu Velenje zgodilo eno odpoved ene pediatrije in takoj seveda potem smo bili mi na vrsti, da zopet ostanemo brez pediatrinje. No sedaj, bom rekel, to delo upravlja upokojena pediatrinja, mislim, da 3-krat na tedensko je v Šmartnem, predvsem glede preventive, nekaj pa seveda tudi, bom rekel, redno upisanih otrok. Vse vemo, kako je pri otrocih, ko enkrat, bom rekel, malčka upišeš k enemu zdravniku, pa če se ta tudi prestavi Šmartno v Velenje, verjetno greš za izbranim zdravnikom pač in tu je ta problem. Mi smo prej kar lepo upisanost imeli pri prvotni pediatrini, no sedaj je pa seveda malo manj tega, ampak mislim, da na nek čas se bo zopet uredilo. Lahko rečem, hvala Bogu, pediatrinjo v Šmartnu imamo, pediatrična ambulanta obratuje in vse tisto, kar je najbolj nujno, se v teh 3 dneh v tednu tudi da urediti. Ko ste omenili otroke pediatrično ambulanto, ali imate lepo poskrbljeno tudi za najmlajše v Šmartnem ob Paki, oziroma kako je s prostori v vrtcu, v šolah? Torej, zgradili smo prizidek vrtca, tudi star vrtec energetsko sanirali v letu 2022. Vrtec je prostor, nov, sodoben, lahko rečem, da sem izjemno ponosen na to investicijo in je tudi polno zaseden, okrog 140 otrok upisanih, torej teoretično poln, vemo pa v vrtcih, kako je, da je veliko odsotnosti, da so bolezni in tako naprej, tako da tole, ko se sedaj sprejema ta zakon o spremembah v vrtcu, kjer bi se naj normativ manjšal, seveda nismo najbolj navdušeni, ker naše vsaj te nove igralnice so izjemno prostorne, velike, nadstandardne in tukaj je prostora ne samo za tisto, kar predpisuje normativ, ampak veliko več, pa če vzamemo, da pravzaprav je malo kdaj, da so vsi otroci prisotni, potem vemo, da te stiske v Šmartnem prostorske nimamo. Na drugi strani tudi zasebni vrtec z 3 oddelki, ki tudi nekako našel svoj prostor pod soncem, deluje v redu, smo tudi z njihovim delovanjem zadovoljni in tako, da imajo naši starši v Šmartnem ob Paki možnost se odločiti bodisi za javni vrtec, bodisi zasebni vrtec. Osnovna šola,
tudi nekako število učencev narašča, mislim, da smo tam okrog 320 ali pa še mogoče kaj več. Bili smo tudi pod 300, torej to je v redu. Mislim, da v enem razredu samo ena paralelka, samo en oddelek, vse ostalo pa po dva, torej primerno velike skupine za izvajanje kvalitetnega pouka, če tako rečem, in tu želimo in seveda in te kapacitete šole tudi za neko rast občine, se za neko prihodno obdobje zadostujejo. Seveda pa vemo, kaj nas čaka, ko bo hitra cesta, ko bo nek razvoj šel naprej, in seveda tudi na te stvari se nekako že pripravljamo. Izdelali smo urbanistične zasnove za razvoj tega območja pri osnovni šoli, tudi z možnostjo umestitve večnamenske športne dvorane. Tudi v šoli bo potrebno tehtno premisliti, kako naprej, ali delati prizidke, ali pa seveda nekako enkrat zagristi tudi v to jabolko, se pravi nova šola ali kakorkoli, ampak to pustimo še malo za prihodnost, vendar moramo o tem razmišljati in da bomo kvalitetno izkoristili ta prostor, ki sem, kot sem prej omenil, ga je v Šmartnu vse manj. Torej več kot 100 otrok v šoli, več kot 300 otrok v šoli in več kot 100 otrok v vrtcu. Koliko pa imate v otroških igriščih, je dovolj? Torej otroška igrišča, kar nekaj tega, vrtca, torej pri šoli in pri vrtcu, mislim, da zelo kvalitetna otroška igrišča, seveda v sklopu teh javnih zavodov. Potem imamo pri Martinovi vasi pa neko odprto otroško igrišče. Krajani so tudi pri tem večstanovanjskih blokih v Šmartnem pri zdravstvenem domu tudi postavili si nekaj igral za otroke. Potem pa po vaških skupnostih v Rečici, v Gavcah, pa še kje drugje, tudi možnost otroke, da se družijo v Velikem Vrhu, nekaj tudi, bom rekel, bolj na zasebni iniciativi, zasebni pobudi v okviru teh igrišč, ko jih imamo po vaških skupnostih. Tako da jaz mislim, da otroci imajo možnost, poleg tega, kar je še vedno naša prednost, da so blizu narave, da lahko grejo v gozd, da lahko grejo se sprehajati ven na travnike, na polja, ne nazadnje tudi med vinograde, če hočete. Se pravi, lahko poleg tega, da so v naravi, tudi na nekih igralih oziroma otroških igriščih preživljajo svoj prosti čas. Če pa k temu dodamo še športne aktivnosti, kjer imamo tudi kar nekaj teh športnih igrišč, potem, bom rekel, lahko otroci ta svoj prosti čas, ki ni namenjen šoli oziroma ko niso v vrtcu, tudi zelo koristno preživijo v naravi. Kar je pa tudi najbolj pomembno, na svežem zraku. Sigurno. Ko ste že omenili šport, seveda zelo pomemben del življenja vsake v občini. Šmartno v Paki je zelo znano po nogometu, ampak kako je pa sicer urejena športna infrastruktura? Nogometni stadion imate zelo lep, ga vidimo tukaj na posnetku. Ja, daleč je lepo, ko pa vprašaš nogometaše, ki pa vsak dan tukaj ga uporabljajo, pa ni tako. Si želijo še kakšne dodatne športne ponudbe ali pa posodobitve? Torej, res je, tradicija nogometa je in tu bom rekel, s ponosom tudi, ponosni smo lahko na ta nogometna igrišča, ne samo na tega glavnega, ampak tudi na pomožne vlogo. Nažalost, recimo, naj povem, da lastništvo tako glavnega igrišča kot v Logu ni rešeno in tukaj sedaj vlagamo neke napore, da bi pač to uredili, da bi se potem lahko tudi na kak razpis prijavili in da bi tudi, bom rekel, nogomet razvijali tako, kot se za neka urejena sredine spodobi. Zdaj seveda nas prehitevajo vsi po levi in desni, Braslovče, Šoštanj in tako naprej. V Šmartnu pa s to tradicijo nekako tega ne smemo pustiti kar tako ob strani, zato
seveda moramo nekako pristopiti tudi k temu in se zavedati pomembnosti aktivnosti, kar krepko mislim, da blizu 200 otrok oziroma pač 200 mladih se ukvarja z nogometom tedensko, so na igriščih, tudi nekateri povečkrat, nekateri pač samo enkrat, dvakrat na teden in to je treba zagotavljati, da bo tudi to potrebna infrastruktura, potreben standard, tega se zavedamo. Tukaj smo pravzaprav ciljem še najbližje. Pri drugih športih seveda z dvorano, večjo dvorano bi potem se odprle možnosti še za kaj drugega, kot je trenutno šolska telovadnica, ki omogoča pravzaprav samo še košarko, morda še malo odbojke, pa ostalo rekreacijo manjšo, če bi imeli, ne vem, možnosti tudi za rokomet in tako naprej, potem bi pač tudi lahko še kaj na tem področju se razvilo. Seveda je pa treba povedati pri športu, da je tudi pomembno, bom rekel, sponzorski vložki oziroma pokrovitelji, da pa v Šmartnem seveda nekih močnih gospodarskih družb nimamo, ki bi to podpirali in je to dostikrat na obremenu staršev, ki pač morajo plačevati bodi si vadnino ali kako drugače. Zaenkrat še tudi nekako zagotavljamo to prvo ekipo nogometa, ki tekmuje v 3. slovenski ligi. Smo namreč mnenja, da pač nek klub, ki obstaja, da tudi mora imeti, bom rekel, celotno piramido in tukaj seveda potem tisti, ker cilj vsakega športnika je, da nekoč igra na nekem nivoju in to, da lahko to v domačem kraju potem igraš, je tudi seveda neka prednost in tega se zavedamo, to želimo ohranjati, ne pa potem, da pač mlade vzgajaš, potem pa gredo širom sveta za strebuhom, za kruhom, čeprav vemo, da ni tako sladko, tudi ne to, kot zgleda pri tistih, ki seveda uspejo, ker je pa zadaj pa še veliko več tistih, ki pač nikoli ne dosežejo tega ranga, kot bi si vsi želeli. Kako pa je recimo poskrbljeno za kolesarjenje? So urejene kolesarske poti? Ja, Šmartno ob Paki je zdaj navezano na kolesarsko povezavo med Velenjem in Mozirjem, torej državna kolesarska pot je v Šmartnem ob Paki, sicer pač teh poti ni takšnih, so pa stranske ceste, ki omogočajo, bom rekel, varno kolesarjenje, nekaj tudi označenih, tako da vemo, da nas to čaka v prihodnje, tudi kolesarska povezava s Spodnjo Savinjsko dolino je projektno nekako zaključena, vendar pa tudi tu so poplave povzročile svoje in sedaj nekako čaka se na nove razmere, na nova soglasja. Kdaj bo to zgrajeno, bi težko ocenil. Je pa to seveda pomembno bi bilo, da je potem ta povezava, ki trenutno obstaja, potem še navezava na Spodnjo Savinjsko, da se kolesarjem omogoča varna pot iz Velenja proti Spodnji Savinjski preko Šmartnega, iz Gornje Savinjske zopet podobno in tukaj pričakujemo, da se bo še kaj zgodilo v prihodnjem. Mi pa bi želeli tudi v Šmartnem, da pridemo tudi do izposoje koles v ta sistem, ki bi se uvajal, tako da čakamo na pogoje za tega razpisa in potem se želimo na to tudi prijaviti, da bi bilo možno tudi v Šmartnu si izposoditi kolo na način kot tukaj v Velenju oziroma Šoštanju. Ste pa tudi za mlade lepo poskrbeli v kraju, ko ste rekli, da želite, da mladi ostajajo v kraju. Imate enega izmed lepših mladinskih centrov, ki ste ga pred leti tudi energetsko sanirali. Torej, mislim, da je mladinski center na tak način, kot je Šmartn, redkih v Sloveniji, v tako majhni občini s takšno vsebino in to je tudi na eni strani seveda smo na to lahko ponosni, na drugi strani pa seveda tudi problem občine in občinskega proračuna vse to nekako vzdrževati in imeti. Nažalost tudi ljudje dostikrat ne vidijo vloge mladinskega centra, tudi mladega premalo koristijo, tako da pravzaprav zdaj je že bolj postal večgeneracijski oziroma nekako druge vloge se pojavljajo pri njem. Številne dejavnosti se tukaj izvajajo,
jaz mislim, da ima kljub vsemu pomembno vlogo za te prireditve, za vse to, kar se tam izvaja in seveda pa bi pričakovali, da bo tudi nekako sam poskrbel za nekatere vrste prihodkov. Te pa pridejo potem tudi seveda, če so ljudje. Recimo sobe in apartmaji so urejeni, kaj ne? Tudi to je v bistvu v okviru hostla, tako da kar nekaj tega je. Tudi dvorana Marov dostkrat zasedena oziroma dana v najem za takšne in drugačne priložnosti, tako da seveda so koristi, na drugi strani pa, kot pravim, ta ekonomika je verjetno vedno vprašljiva pri teh javnih zavodih in je pač treba se zavestno odločiti, ali nekaj hočeš imeti ali ne. Recimo turisti, ali pridejo v Šmartno ob Paki, prespijo v hostlu, ali bi lahko rekli, da ste turistično zanimiva občina oziroma ali znate izkoristiti ta turistični potencial? O tem bi se dalo razpravljati. Ja, jaz sem prepričan, da ga premalo, seveda, da nismo toliko pogumni, predvsem v zasebni sferi, da bi se kdo malo resneje tega lotil. Vinogradniki poskušajo, se trudijo, mladinski center ima na voljo, tako da neke nočitve tudi tukaj se ustvarijo, tudi sedaj po koroni lepo to nekako narašča, oziroma jaz verjamem, da smo zanimivi, pravzaprav tudi vemo, da turisti globalno danes iščejo neke, ne več tiste top centre, ampak tudi takole podeželje ima svoje čare, svoje zanimivosti in je seveda ne bodo v Šmartnem 14 dni, ampak prišli bojo za 2, 3, 5 dni, tu pa upam in imamo bližino Zgornje Savinjske doline, imamo bližino tukaj Velenja, tudi Toplice niso daleč in tako naprej. Mobilnost danes vemo, da ni problematična. V mladinskem centru imamo na voljo električna kolesa za izposojo, torej to vemo, da je potem doseg takoj 20 km, ni več tak problem in tukaj so številne možnosti, samo treba jih je nekako spraviti na trg in potem se verjetno začne kaj dogajati. Da ljudje sploh vedo, da obstaja tudi za ta mladinski center, mnogi ne vedo, so pa ravno mladi tisti, ki vsako leto septembra organizirajo pozno poletni festival, ki pa je lepo obiskan. Ja, pozno poletni festival je nekako že stalnica v Šmartnem ob Paki. Obisk pač je tako, kot je. Sigurno bi se želeli boljšega. Verjetno bo potrebno neke spremembe ali nekaj narediti, pritegniti več še ljudi. Je pa seveda to vse splet, ki ima neko celoto. Ne moramo nobene stvari kar tako, bom rekel, zelo separatno gledati, je pač treba gledati celoten kontekst, vse prireditve, vse dogodke, in tudi ciljno publiko nekako zastaviti v tem smislu, da je obiska. Tako da tukaj sigurno nas čaka še veliko dela, da bo tudi poznopoletni festival še bolj obiskan, ker tukaj pol ne nazadnje tudi nastajajo bodisi na eni strani stroški, na drugi strani pa lahko tudi pridemo do nekih prihodkov, če je obisk dober in če seveda ljudje tudi nekaj potrošijo, za kar seveda je tudi pripravljeno, tako pa v vsaki prireditvi, ki vemo, da je pač namenjena tudi neki sprostitvi, druženju in tako naprej. Še en prostor, ki privablja ljudi različnih generacij, pa je zagotovo knjižnica, ki je podružnica Velenjske knjižnice. Tudi tam v vaši knjižnici v Šmartnem ob Paki pripravljate različne dogodke za otroke, razstave, druženja. Ja, knjižnica, evo, zopet en, bom rekel, javni zavod, kjer se zopet dogaja nekaj. Zdaj, če bi vse to povezali, dogajanje v šoli, dogajanje v mladinskem centru, dogajanje v knjižnici, pa še kaj zraven kulturnih društvih, če to vse povežemo, pa imamo res ogromno tega. Vinogradnike, vidite, tako vas še mi spomnimo, kaj vse imate v Šmartnem ob Paki. Ja, vsega se nikoli ne moreš iz glave vedeti. Res, torej, veliko prireditev, malo razdrobljene, tudi
knjižnica, lahko rečem, zelo dobro deluje, ne. Ima pač tisti svoj krog, tudi glede na velikost, je zanimive zadeve in tudi stalne obiskovalce, tudi mislim, da je dobro obiskana, tudi mislim, da smo ta obratovalni čas zdaj kar dost že prilagodili tudi ljudem, tako da je kar že veliko tega odprtja knjižnice, pa tudi te aktivnosti, kot ste rekli, številne zanimive, tako da se mi zdi dobro, no, da tudi knjižnica živi in dela v Šmartnem. Ste pa v kraju ponosni tudi na domače gasilce, ki ste jim leta 2023 pomagali do nakupa novega gasilskega vozila. Ja, gasilci smo pomagali že kar, bom rekel, do nakupa kar večjih avtomobilov v zadnjem obdobju. Lahko pa rečem, no, da sem izjemno zadovoljen. To imamo 2 gasilska društva, Paška vas in Šmartno v Paki, da vendarle izjemno dobro med sabo sodelujejo, predvsem pa, da se skupaj z občino oziroma se skupaj usedemo pri proračunu in določimo nekako zadeve glede financiranja in potem, da se nekako tudi društve pri tej opremi dogovarjate, izmenjujete pri investicijah, tako da tu je to dobre biti. Mislim, da sta oba društva glede na velikost občine, na naše možnosti dobro opremljena in tudi, da izjemno dobro delujeta in jih tudi seveda smo veseli, da takrat, ko jih rabimo, da so nam na razpolago in so odigrali seveda tudi v času poplav izjemno pomembno vlogo, tako da se jim seveda tudi za to zahvaljujem in verjamem, da bo tudi v prihodnje tako. Torej, ta oprema, seveda tudi mi si želimo, da so dobro opremljeni, da takrat, ko je treba, da imajo kaj prijeti v roke in na tem se veliko dela in mislim, da je tudi v zadnjem obdobju, če pa mogoče neko obdobje zadnjih 20 let vzamem, da je ta napredek kar viden tako v urejenosti gasilskih domov, kot v sami opremljenosti, da ne dvomim pa tudi, da so usposobljeni, izobraženi in da imajo kvalitetno operativno članstvo oziroma operativo, ki je pripravljena intervenirati v vsakem trenutku. Včeraj na Martinovo pa ste obeležili občinski praznik, pa najprej osveživa spomin, zakaj ima občina Šmartno v Paki god ravno na dan svetega Martina? Ja, občinski praznik, seveda naša farna cerkev, cerkev svetega Martina, Šmartno v Paki, Šmartno, svet Martin, ne, zopet že samega imena izhaja to, tako da tukaj so takrat prvi občinski svet ni imel veliko dilem, ko je bil nekako predlagan ta dan kot občinski praznik. To je ena za drugič, pa seveda Martinovo je le tak dan, ki se je v Šmartnu tudi vedno praznovalo, že prej, ko ni bil občinski praznik. Seveda god svetega Martina, slovesnost v cerkvi, pa potem seveda tudi tradicionalna Martinova pojedina. Sedaj tudi, ko imamo kvalitetna vina, seveda vse to, kar zraven spada, tako da... Pa tudi slovesno ste pripravili ravno včeraj v Šmarškem kulturnem domu in razglasili ste prejemnike letošnjih priznanj, pa tudi tisto najvišje priznanje, pa morda nekaj besed o letošnjih prejemnikih. Ja, torej, odločitev je že bila pred leti, da slavnostna seja prav na dan svetega Martina 11. novembra, razen če pade na soboto ali pa nedeljo, potem je pač v petek, se pravi pred praznikom, sicer pa točno na dan in to je tudi letos torek bil. Podelili smo seveda tudi po kar nekaj letih torej naziv častnega občana akademskemu slikarju, kiparju, se opravičujem, Marjanu Drevu, Šmarčanu, ki sicer da je že kar vrsto let živi v okolici Maribora, je pa najbolj znan po tem, da je avtor Slomškovega spomenika, ki stoji pred Mariborsko stolnico. Torej ta kip oziroma
zasnove ali odlitek oziroma ta osnova tega kipa je bila delana v Šmartnem Opaki v Slatinah na Marjanovem domu. Sem tudi sam takrat šel to mojstrovino gledati in pač letos je prišel predlog za njega. Mislim, da je človek, ki je tudi ime Šmartnega Opaki ponesel malo po svetu na svojem področju, pa tudi, ko se z njim pogovarjaš, še vedno njegova govorica pove, da je Šmartnega Opaki, pa tudi sam se rad nekako s tem pohvali, tako da mislim, da je ta naziv častnega občana prišel v prave roke. Kaj pa ostali prejemniki priznanj so pa? Ja, grba občine Jože Robida, poznani strašni Joža, in pa Avgust Reberšak, dolgoletni prej predsednik nogometa, v zadnjem obdobju predsednik Društva upokojencev. Dve plaketi občine prejmeta oziroma ste prejeli Mojca Polak Rožič, podjetnica in kulturna delavka, in pa Zoran Predolnik, aktiven društven delavec. Potem pa še županova priznanja, ki sta bila podeljena Anici Pirečnik, in pa drugo priznanje župana, ki je šlo v roke Francu Moriju, pa županova priznanja mladim, letos aktivni invalidki, če tako rečem, upam, da mi ne bo zamerila, Ani Rogel, ki se spopada s hudo boleznijo, vendar izjemno aktivna, pozitivna, aktivna na številnih področjih, tudi kulturno se udejstvuje, tako da in vključuje pri nas tudi v številne, bom rekel, mladinski centru in tako naprej, in mislim, da je prav, da tudi takšne ljudi izpostavimo kot primere izjemnih borcev, če tako rečem, in da se da, če se hoče, pravzaprav na tem smislu. In pa mladinska skupina Gledališča pod Kozolcem, punce in ne vem, imajo kakega fanta zraven, so ustvarile v zadnjem obdobju kar ene dve zanimivi predstavi, jih postavili na oder, začele delovati še pod mentorskim vodstvom pokojnega Jožeta Kranjca. Seveda z njegovo smrtjo smo pričakovali, da tega ne bo več, vendar so nas izjemno pozitivno presenetile, se, če rečem, reorganizirale in letos kar naredile eno zanimivo zgodbo, tako da mislim, da zasluženo dobijo priznanje. Ni bila pa občinska slovesnost edini dogodek, ki ste ga pripravili v okviru praznovanja praznika, ampak je bilo zelo veselo že tradicionalno preteklo soboto v Martinovi vasi, tudi na velikem martinovanju, tam ste tudi krstili mladovino. Ja, to je pa vsako leto že sedaj, ker mislim, da 35 let martinovanje v Šmartnem, tudi poznano okrog z nekim železnim repertoarjem, in verjamem, da ga lahko tudi prihodnje še razvijamo, nadgradimo, da bo pač to praznovanje še boljše. Seveda gre za specifiko, da je to zunaj, da je pač jesen, lahko je mrzlo in seveda temu se je treba prilagoditi, zagotovo pa to na dobro razpoloženje prisotnih ne vpliva. Imate pa kar na dveh mestih posejano tudi potomko, tiste najstarejše trte z Lenta, ena je pri občinski stavbi, druga v Martinovi vasi. No, in letošnja trgatev pri občinski stavbi je prinesla 29 grozdov v skupni teži slabih 6 kilogramov. Pomagal vam je trgati podžupan mestne občine Velenje Janez Melanšek, pridružila pa ste se tako vaš varuh trte kot varuh trte z Lenta. Kaj vam pomeni, da takole občani stopijo skupaj, da se družijo, da ste složni takole na takšnih dogodkih? Ja, zagotovo. To je občinska trta pred knjižnico, torej tista v Martinovi vasi pa je nekako v lasti Društva vinogradnikov.
druženje pri tej občinski trti 2-krat letno, ko režemo in pa ob trgatvi, je sigurno tudi en dogodek, ki se ga z veseljem udeležimo, tudi malo poveselimo, pokramljamo. Seveda, če je pridelek dober, še toliko boljše in pravzaprav to sodelovanje, ki ga vinogradniki potem, da tudi sami svojih potomk prispevajo pridelek, da nastane protokolarno vino naše občine, to se mi zdi izjemno pomembna in res odlična gesta vseh teh, ki k temu prispevajo, čutijo neko pripadnost in na koncu, ko nastane to vino, lahko rečem, kletari ga oziroma spreša in potem kletarjenje ima v domeni predsednik, vsakokratni predsednik Društva vinogradnikov in to je v tem trenutku Mojca Primožič oziroma Mojca Praprotnik in ona res to zelo kvalitetno naredi, tako da tudi na ocenjevanju je v preteklih letih to vino dobilo srebrno medaljo, kar je res zelo dobro in pohvalno, tako da tudi ko to vino podarimo, ni to kar tako, ampak je res za prejemnike tudi neka posebna čast in priznanje. Seveda ga vsak tudi ne more dobiti, ampak imamo skrbno izbrana pravila, ko mu to podarimo in so vsak prejemnik, moram reči, da je doslej bil izjemno ponosen in tudi pohvalil to našo embalažo, če tako rečem, oziroma to zunanjo podobo, ki smo jo skupaj razvili, tako steklenico kot tudi embalažo. Gospod župan, še bi lahko govorila o projektih, o dogodkih, ki jih res ni malo v občini Šmartno ob Paki, in vseeno pa, kaj bi takole za konec si zaželeli vam, občini in krajanom ob občinskem prazniku? Ja, same dobre želje, zdravja predvsem, potem pa seveda dele predvsem tudi veselja, ne, da se podružimo, da nazdravimo na tisto, kar smo naredili, da malo pograjamo tisto, kar je slabo, kar ni v redu, tudi da malo spomnimo, kaj še imamo za narediti, pač da se imamo fajn v teh dneh, ko nekako tudi narava nam pove, da se pripravlja na počitek, ko smo pospravili pridelke, ko počasi vlečemo črto tudi pod leto 2025. To, da v neki slogi, v miru, v medsebojnem razumevanju, zdravi, praznujemo in se imamo lepo. Pa se razumemo med sabo, tudi če kdo kdaj kaj malo drugače razmišlja, ne zato to je prav, da ima vsak svoje mišljenje, vsak svoje stališče, potem pa se bomo z lahkoto dogovorili pa najdli kompromise za naprej. Torej bi lahko zaokrožila vašo misel s tem, da smo skupaj močnejši in da je v slogi moč. Gospod župan, najlepša hvala, da ste se odzvali povabilu na današnji klepet. Hvala tudi vam. In vam, spoštovane gledalke in dragi gledalci, hvala za vašo pozornost in nasvidenje.